Dober dan. Premikava se na bregove Ljubljanice, Trubarjeve ceste, na območje industrijskega razvoja in zatona prestolnice Ljubljana. Rok. Pred nekaj dnevi sva zaznala jutranje alarme, da so v Rok prišli varnostniki in težka oklepna mehanizacija s ciljem, da določene prostore v Rogu zrušijo. Sledil je upor ljudi, ki v Rogu bivajo in delujejo. Sledila je pa javna razprava. Meni se zdi vrstni red napačen, ne? Se pravi, najprej pridejo varnostniki, ki za moje pojme delujejo nasilno in sicer prenasilno, potem se mehanizacija ustavi oziroma ne pride do izraza. Zdaj, šele pa sledi javna razprava, pravzaprav kaj storiti z tem avtonomnim območjem Rok. Ki je kar zanimiva, zanimivimi argumenti. Eni so argumenti razvojnikov, da je tam treba narediti nove bleščeče prostore, ki bodo namenjene sodobni potrošniški kulturi. Druga je argumentacija, ki prihaja iz rečemo alternativnih krogov, da je treba dejavnost, ki je v Rogu potekala do zdaj, vzdrževati. Je ta dejavnost družbeno koristna? Ali gre za družbeno koristno delo? Po do zdaj povedanem in glede na to, da so pač v teh prostorih alternativno organizirali izobraževanje beguncev, da so organizirali jezike, pomoč izbrisanim in tako naprej, to se pravi nekaj, kar bi sicer morala početi država, potem definitivno lahko rečemo, da je bilo to družbeno koristno delo. Socialni center se temu rekel. Socialni center, ja. Mislim, zdaj ta dejstva so pravzaprav nesporna, kar sem jaz poslušal javne debate, jih niti občinski veljaki ne zanikajo oziroma jih celo pohvalijo. Tako da tukaj ni spora ali kontradikcije. Si pa oni predstavlja pač nek svoj vzorc, kako pravzaprav ukalupiti to dejavnost. In jaz mislim, da je prav v tej ambiciji mestnih oblasti, da bi kalup, ki sicer velja za 98% mestnih površin, želeli uporabiti tudi na socialnem centru Rok. Se pravi, naj bo celo mesto, kot se je nekoč rekel, jednoobrazno, izjeme, ki bi ostale, je, dajva reči, Metelkova, in pa seveda nekaj gradbenih jam, kjer pa raste bujna vegetacija in mesto pravzaprav ne ve, kaj s tem početi, oziroma je nek 25-letni status quo, recimo na območju nekdanje kasarne za Bežigradom, kjer mimoidoči že 25 let opazujemo bujno cvetočo vegetacijo in planke in se sprašujemo pravzaprav, kakšna flora in fauna se je v tistem rezervatu naselila v četrtstoletnem obdobju. Ja. Se sprašuješ, kaj sem vprašal? Nič nisem vprašal. Pravzaprav te bom kar nadaljeval, tam, ko si ti domnevno nehal. Mislim, da bistvo tega, kar si na začetku naznačil, je to, da gre za javen prostor. To se pravi, pogovarja se pa na prvi... V toliko javni prostor, kot je javen prostor Trg Republike, pa kolesarska steza, pa vse ostalo, ja. Pa Kongresni trg, pa Tromostovje, pa lahko nadaljujeva, nek javen prostor z neko funkcijo, Ja, gre za to, ki pa ima pač neko lastniško specifiko po eni strani, po drugi strani pa neko posedovalno ali posestniško specifiko. Ja, zdaj se vse reducira na vprašanje lastništva, kdo je lastnik in kdo je uzurpator, In pravzaprav prvi vtis, ki sem ga jaz dobil, ko se je ta stvar začela, je bil tudi enak. Se pravi, kaj nekateri ljudje... Kdo je lastnik, pa je zmenen. Točno tako, to je bilo moj prvi vtis, ampak dosti nepoznavalsko. To je mesto zemljišče,
Potem, a veš, sem pa poslušal argumente in tukaj se predvsem sklicujem na antropologa Rajka Muršiča, tako je, ne? Filozofska fakulteta. Tako, ne, ki je pa res briljantno pokazal, da je to umetna in napačna dilema oziroma na problem reševan iz napačnega konca. Ne. Če greš zdaj samo iz vidika tovrstne legalitete, ne, potem je treba povedati, da vse velike stvari so nastale z nelegalnimi sredstvi. Ne govorimo zdaj z razbojniškimi, ampak z nelegalnimi, zato ker je v bistvu vsaka marčna revolucija, če hočeš francoska revolucija, je bilo nelegalno. Ne. Skratka, pojavlja se je, pomembno je, da dogodek interpretiramo ne v pravnem besednjaku, ampak v političnem besednjaku. In v družbenem besednjaku. Kaj se dogaja? Tukaj se dejansko srečuje ta dva popolnoma različna svetova, pri katerem je eden prevladujoč, drugi je pa na nek način odhajajoč, pa ne bi smel odhajati. Ne. Se pravi, to je izredno pomembno. Zakaj? Ne? Recimo, Slovenija je na ravni neoliberalizma sestavljena iz tistih, ki nimajo, in teh je 99,9%, in tistih, ki imajo. To se pravi, ljudje so vredni toliko, kolikor imajo, na ravni neoliberalizma, tako kot je to v Ameriki, tako kot je povsod, veš, tako kot v enem od filmov, ki je rekel, se ljudi ločijo na haves and do not haves. Tiste, ki imajo, in tiste, ki nimajo. Ne. Slovenija socializma in pa tudi krekovskega socializma, če hočeš, je bila pa Slovenija društev, Slovenija participacij v javnem dogajanju. Ne. To se pravi skupnostna. Ne. To se pravi, Sloveniji, se pravi, ljudje se udejanjajo v nekih skupnostih. En pomemben moment udejanja je tvoja služba, ne, to se pravi v svojem delovnem procesu, delo te pač dela, se samo realiziraš, samo izpopolnjuješ in konec koncev dosegaš, mislim, pravzaprav, to je ena kar najpomembnejših človekovih udejstvovanj. Tovariš Marks je rekel, delo je generično bistvo človeka, pa s tem ni mislil na najin časopis. Ja, sej, veš, Marks je mu to že prav, ampak ni prvi tega povedal. Ne. So še drugi, tudi dosti pametni ljudje in tudi druge dosti pametne knjige to že povedala. Ne. Pa v redu, se strinjam tudi z njim v tem smislu. Ne. Ampak, recimo, če razdeliva zdaj Slovenijo, čemu povprečen Slovenc pripada? Ne. Povprečen Slovenc je gasilc, je čebelar, je radiomater, tako kot sem jaz, ne. Je padalec, ne. Je nekaj, kar v svojem prostem času njega umešča v skupino društev, ki so jim občine, država, lokalne skupnosti naklonjene. Zato namenijo določene denarje, zato namenijo, skratka, in oni participirajo pri ohranjanju tega okolja in pa družbenega okolja, se pravi gasilci, ekološko, ne, in tako naprej. Ne. Bomo pogasili. In če ti vzameš to ideologijo gasilstva, ne, ki je v Sloveniji najbolj razširjena, recimo, a veš, zato da je enkrat na toliko in toliko časa zagori nekje slučajno, ne, a veš, ti ljudje imajo drage avtomobile, mislim, to so zelo dragi avtomobili, ta oprema je zelo draga, vsak ima po 1, 2 ali 3 uniforme, imajo svečane uniforme za na pogrebe, za svečane prireditve, bele rokavice. Mislim, z belimi rokavici se ne gasi ognja, ne. Ampak vendarle okrog tega zorganizira neka cela ideologija in to je legitimno. Ne. In prav je tako. Ja. Ne. In potem zakaj? Zato, ker delajo družbeno koristno delo. Ne. In hkrati ima to tudi neko organizacijski moment druženja in samoorganiziranje znotraj nekega smisla, veš, življenjskega smisla v nacionalni organizaciji. Ja. Dobro, potem imamo rolkarje, kolesarje. Ne. Milijone in milijone se vlaga v to, da se jim asfaltira tiste ozke cestice. Ne govor čez kolesarje. No. Ne govorim, da je to prav. Ja. Hočem povedati samo to, da je tukaj analogno, da ljudje, ki se organizirajo na enak način v tem, da pomagajo izbrisanim, da pomagajo beguncem, to, kar bi morala država delati, pa ne dela, ne? Ker konec koncev tudi kolesari participirajo k nacionalnemu zdravju, ki ga zdravstvena blagajna ne more plačati, ker nima denarja. Kolesarstvo zagotavlja neka duha zdravja in tudi zagotavlja zdravje. In preprečuje preveč prometa. Prvič, to je tudi infarkte, recimo. Ne? Če se 2-krat na teden dobro spotiš, ne, je verjetnost, da boš dobil infarkt manjša. Ne? Recimo, ne? Tukaj je pa isto. To, kar bi država morala početi, recimo pri izbrisanih, pri izobraževanju, pri marginalcih, pri tistih ljudeh, ki so od družbe, so drugačni, recimo, pa jih družba izloča. Ne? Vse to
ko zdaj gledam te programe, pa kaj se je dogajalo v zadnjih 10 letih v Rogu, se je tam dobilo. Ne? In dobilo se je na način, ki je temu ustrezen, to se pravi avtonomen, na način, ki je zagotavljal avtonomijo tej kulturi. Veš, to, kar zdaj predlaga mestna občina, pa ni zagotavljanje avtonomije, ki v bistvu je inherentna pravzaprav temu procesu, ampak poskuša jih narediti, se pravi, getoizirati na podoben način, kot so Američani getoizirali Indijance. Ne? V rezervat bi jih radi dali, zraven bi bile, tako je, zraven bi bile recimo templi neoliberalne kulture, potem bi pa oni dobili tam neke kotičke, pa neke kleti, v kateri bi lahko po možnosti na žetone, da metal kegle, pa se delali, pa prikazali, kako je naš ljubljanski župan, milosten, odprt in toleranten do neke subkulture. Pa s perjanico bi se fotografirali pred turisti, ki pridejo iz Finske in potem bi oni to dali na Facebook. To bi, po mojem, to najbolj ustreza problemu, ki je tukaj. Ne? Kar pa hočejo prebivalci Roga, se imenujo, ali pa nekako se pravi, prebivalci Roga, ki so odprti za vse, pa hočejo, da se njihov kulturni način pripozna kot enako suveren in avtonomen kot vse ostali in da v bistvu svojo vlogo, kakršno so igrali zdaj, ohranijo na način, kot so ga zdaj že sami počeli in tako naprej. In po prvi reakciji, ki sem jo sam pri sebi imel razmerje, tisto lastništvo, pa kdo ni lastnik, pa uzurpator in tako naprej, ker to premišljujem in ker sem tudi gledal ljudi, pametne ljudi, ki so o tem imeli nekaj zapovedati, moram reči, da je v bistvu, bi lahko rekel, da imajo zelo dobre argumente. Skratka, si na poti revidiranja stališč. Bojim se, da sem jih že revidiral. Ne? Zdaj, jaz bi isto rekel. Ne? Mislim, tukaj imamo dva možna pogleda. Ne? Pač en je pravniški, ne? Pa se reče, v redu, zemljiška knjiga, tralalalam, jasno je, čigavo je, jasno je, kdo moti posest, naj pride ljudska mirica, bager, varnostna služba, kjerkoli in naj zagotovi nedotakljivost posesti. Na drugi strani je to v lasti mestne občine. Mestna občina pa ni župan. Ne? Tle smo pri problemu. Zdaj župan Janković se zdaj obnaša, kot da je mesto njegova last. Ja, mestna občina je skupnost. Ne? To je skupnost, v katerih so ti ljudje, ki živijo, se ne smejo živeti, ne? Ampak ki delujejo v Rogu, ja. So ravno tako meščani Ljubljane, kot so drugi meščani. Skratka, po moji oceni, ne, pač tukaj ne, sej je seveda, ne, veš, pravni pogled na zadevo legitimen, ne, ampak toliko bolj je pa pomemben politični pogled. Ne. Ja, to je bolj družben kot političen. Družbeni. Ja. In pomembna je družbena argumentacija tega fenomena, bistveno bolj, po moji oceni, kot pravna argumentacija problema. Ja, zdaj, ne, če smo pa pri načelu punktov, ne, ki jih ima mesto na voljo za prostorski razvoj, ne, pa ponavljam, ne, pač imamo znatne dele mesta še vedno zaplankane, zaradi tega, ker se v 25 letih z teh območij ni praktično nič premaknil na zelo dobrih lokacijah. Mesto kot tako nima problema s tem, da je prostorski razvoj mesta zaradi pomanjkanja prostora onemogočen. Ne? Lahko gremo se s kolesom, rolko ali avtom voziti po mestu, pa bomo te gradbene jame našli. In pač verjamem, da bi investitor z javno-zasebnega partnerstva lahko lokacijo po Rogu imenitno unovčil. Je pa treba to tudi zelo jasno povedati. Ne? Rog nas zanima zaradi profita. Lokacija nas zanima zaradi profita. Že sam podatek, da bo, ne vem, če sem prav prebral, mogoče sem narobe prebral, ampak jaz sem prebral približno takole, da mestna občina vlaga 10 milijonov evrov, 60 milijonov je pa zasebnega kapitala. A zaseben kapital bo šel podpirati subkulturo? Ne me basa. Seveda ne.
Torej, getoizacija te subkulture je sama po sebi žaljiva in problematična, o tem ni nobenega dvoma prvič. Ne. Drugič, problematično je to, da se župan obnaša približno tako, kot da je mesto njegovo mesto ni, on je upravljalec tega mesta. Tretjič, ne, je pa interesantno nekaj, ne. Župan Janković, ki stalno valovi na levici, ne, očitno pač je največji možni pač vernik neoliberalne ideologije, o tem ni nobenega dvoma več, ne. Ampak recimo to, da pošle skoraj da obritoglave varnostnike nad protestniki, ki so verjamem, da bili verjamem, da so tudi provocirali te varnostnike in tako naprej, so se varnostniki pustili sprovocirati ali kakorkoli že. Ampak če bi to bilo v maniri recimo Janševe vlade, ali pa cerkljanskih protestnikov, ne, potem bi ta stvar nekako ideološko delovala, ne, ampak da pa Janković pošle, v bistvu te svoje skvade, od gasilskih do skoraj da obritoglavskih osebah varnostnikov, na način, kot je poslal, ne, to je pa prav dokaz, kako se v končni fazi neoliberalna ideologija in ta desna stakneta na neki točki in ta točka je kapital. In je to, po moje, tako, to dogajanje je sociološko verjetno in analitsko dost zanimivo. O tem bi se dalo zelo veliko povedati. Ključno je pa dejansko to, ne, da gre sam premislek dost globlje od tega, kar se navzven pokaže. Ker navzven se te stvari povsod v zgodovini, tudi v koncu 30 let, se enako pokažejo kot smrdljivi, nestuširani, neobriti huligani, ki se upirajo redu. Ne. Vedno se ta vzorc vzpostavi in se zdaj spet vzpostavil ta vzorc. Ne. In razlika je samo v tem zdaj, da dejansko so nekatere mestni predstavniki, bolj vluden besednjak vendarle v javni debati predstavljali, ampak v zadnjem argumentu je pa zadeva še zmeraj nespodobna in nevljudna. Zaradi tega, ker dialog, ki ga predlagajo, pomeni preprosto to. Mi imamo prostorski plan, mi imamo deadline, v katerih moramo zakopati krampe in lopate, sicer nam propade gradbeno dovoljenje. Ne? In roki so zelo kratki zdaj že. Ne? Ja, mislim se... Torej, kje je tukaj možen dialog? Ne? Dialog je preprosto to, sprejmite, kar vam ponujamo, vi boste pa dobili za to knjižnico. Ki že obstaja. Ki pa že obstaja, ne? Ja. Ampak zdaj jasno je, da so prostori razsuti, oziroma da niso ne higiensko, ampak sanitarno in pa inšpekcijsko vzdržni. Se pravi, če se tam zgodi, res je spet to, ne? Če se tam zgodi neka nesreča, bo odgovarjal lastnik. Ne? To je res. To je vse res. Ja. Vse je res. Ne? In mnogi argumenti so dobri, ki jih našteva mestna oblast. Ne? Ampak zadnji, ultimativni argument je pa popolnoma napačen. Zato, ker to je vedno ta fasada, da se kako ne rečem, fasado demokracije se vedno dogajajo pač skriti nameni, ki so pa v bistvu kapitalski. Ne? In tukaj je po mojem mnenju popolnoma isto, s pravilnimi argumenti do napačnega zaključka. Ne? To ni v redu. Ne? In me mika, tisti, kar si rečeš, zamikal me je na začetku, da bi ta problem preskočil. To se mene ne tiče. Ne? Ampak zdaj pa bolj, kad človek takole razmišlja, bolj vidi, da gre za naše temeljne stvari. Ne? Ker to je spet tisto, ne? Če spregledamo pač eno takole dogajanje, v naslednji fazi bo cela država na istem udaru. Ja. Ne, mislim, sej gre za vprašanje, ali logika, ki prevladuje od Šanghaja do Los Angelesa, mora prevladati tudi na 1 hektaru ozemlja v Ljubljanici. Ne? Zato gre, ne, in tudi, izginjajoči srednji sloj, ki je bil predpoznaven v Evropi kot kulturna razvojna posebnost, tista, kar je Evropa naredila, je v bistvu v tej točki moment izginevanja. Torej, ravno ta logika podira, ker na koncu koncev vsi rečemo, zakon je zakon, treba ga je spoštovati, v redu, ampak v imenu zakonov, če se jaz prav spomnim, so bile tudi koncentracijska taborišča ustanovljena. In tako se meje počasi odmikajo in pomikajo in na koncu koncev, kot rečeno, jaz imam osebne afinitete do gasilcev enako nič. Ne? Ampak nimam nobene pravice, oziroma absolutno, če se ljudje
organizirajo okrog te ideologije in jim to pomeni lažje življenje, hvala Bogu. Ne znam pravico, je to treba pozdraviti, ampak v tem primeru so pa veljajo popolnoma enake kriterije. Ne. Če to ni moj slog, se mogoče narobe, da nikoli nisem bil tam. A veš. Ampak programi, ki so jih predstavili in rezultati, ki so jih pokazali v zadnjih 10 letih, so pa vendarle impresivni. Ne. A veš, na točki, ko nekdo povabi begunce, ki so stacionirani nedaleč stran, ne, in jih poskuša socializirati oziroma inkulturirati. Ne. In obratno, ne? In obratno, da domorodcem omogoči tečaj perzijskega jezika. Recimo, ne. Mislim, to pa je res hvale vredno. Ne? Ja. In to se mi pa zdi nekaj, kar ne bi smeli spregledati in izpustiti iz opisovanja vrednot demokracije. Ne? Dober, s tem sem midva končala, bova pa nadaljevala v naslednjih tednih z obletnicami. Jep. Pretresla jih bova. Tako je.